Gospodarska zbornica Slovenije je 21. oktobra 2013 pripravila konferenco z naslovom Kako do energije za uspešno vodenje. Uvodoma je udeležence nagovoril dr. Jurij Jacko, doktor fizike, psiholog, raziskovalec in svetovalec, ki se ukvarja z znanstveno razlago mističnih pojavov na podlagi kvantne fizike. Svoje plenarno predavanje je poimenoval Smisel kot vir energije. V vašem predavanju ste danes izpostavili, da je pomembno v življenju videti nek končni cilj, ki pa najbrž ne sme biti materialen. Da. Cilj, ki stavimo pred sabo, mora biti v prvo vrsto imeti razvojno komponento in cilj mora biti razvojne narave. Samo ta cilj nam daje in energijo, in zmožnost njene realizacije toj cilji doseženja. Več svobode pomeni tudi več odgovornosti. Kako se to izraža? Svoboda v prvo vrsto to so nove zmožnosti, ki nam ravno ta svoboda daje. Večje zmožnosti, to pomeni večje posledice naših dejanj. In če ne vključim aspekt ali element odgovornosti v našo svobodo, to ta naša svoboda nam bo prinesla samo glavoboli probleme. To pomeni odgovornost, to varovalka od zlorabe naše svobode. In priporočate racionalni egoizem. Da. Kaj je to? Racionalni egoizem to pomeni, da si staviš na prvi plan svoje cilje. Da tvoje cilje vedno mora biti na prvi poziciji. Ampak doseženje teh ciljev ne sme biti na račun škode interesov drugih ljudi. Ker škoda, ki jo povzročimo s svojimi dejanjami, tudi če jo ne vidimo, ne zavedamo, ampak povzročimo, a naprej ali slej bo se vrnula nam nazaj kot en minus v našem življenju. In ta minus lahko, ta rezultat, ki smo dosegli v svojem življenju, postavив neko cilj, se spremeni v en minus, ne v plus. Veliko je bilo danes govora o Sloveniji in o krizi. Kaj tu lahko naredi posameznik? Posameznik lahko naredi v prvi vrsti to, da pri sebi se razčisti pred svojim pragom. In če človek bo znal in bo pripravljen se spremeniti in v svojem življenju stvari postaviti tako, kot morajo biti, avtomatski Slovenija te bomo sledila in v Sloveniji situacija bo bistveno se spremenila. Na prvi okrogli mizi Kako najti smisel, ki jo je v nadaljevanju konference vodil Goran Novkovič, so sodelovali še logoterapevt, mediator in trener mediatorjev magister Martin Lisec, docent dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije in profesor dr. Matej Tušak, športni psiholog. Danes ste omenili naučeno nemoč, to gotovo ni nekaj dobrega. Zakaj ne in kaj bi lahko proti temu vsak od nas naredil pri sebi, pa potem pri drugih? Naučena nemoč je psihološko stanje človeka, ko ugotovi, da ne glede na to, koliko se trudi za posamezne stvari, da pri tem ni uspešen. Običajno se to zgodi v okoljih, kjer si ne znamo dati pozitivne povratne informacije, kjer se v bistvu več ali manj kritiziramo, iščemo napake, slabosti in podobno. Seveda mi imamo lahko zelo dober namen, ko človeka kritiziramo, ker želimo, da bi se izboljšal. Ampak seveda na ta način, ko človek ugotavlja, da ne glede na to, kako se trudi, dobi nazaj negativen feedback, počasi obupa nad sabo, nad svojimi zmožnostmi, da bi kaj dobro naredil, in se zgodi ravno obrat. Torej se ne trudi več, da bi kaj naredi dobro, ker itak nima nobene možnosti, ker bomo vedno opazili, kar je slabo narejeno, in glede na to, da nismo popolni, seveda obupamo, da bi kdajkoli v življenju lahko naredili kaj dobrega. In takrat v bistvu pade naša motivacija za delati, pade naša motivacija za videti pozitivne cilje, predvsem pa pade naša motivacija za druženje. In v skrajni fazi pride do depresije. Kaj lahko naredimo, da se to ne zgodi? Tisti, ki se zavedamo tega, se začnemo pogovarjati o stvareh, ki so v redu, ki so dobre, ki delujejo. In na podlagi tega
kar deluje, gradimo nadaljna pričakovanja. Ne gradimo nadaljnih pričakovanj na tem, kar ne deluje oziroma kar je slabo. Danes sem govoril o doseganju smisla. Zdaj, kar se tiče osebno mojega smisla in ali ga dosegam, jaz mislim, da je to tako zame, kot za vsakega posameznika pravzaprav naloga, ki traja vsak dan, ki traja vse življenje. Namreč, zdi se mi, da smisla ne moremo nikoli doseči enkrat za vselej, kajti smisel človeka je subjektiven in je tudi relativen, kar pomeni, da nek smisel, ki je moj, ni hkrati tudi od nekoga drugega, oziroma da v nečem, v čemer jaz odkrijem smisel svojega življenja, ga nekdo drug mogoče v objektivno enakih okoliščinah ne more odkriti, je pa seveda tudi relativen. Relativen v smislu, da nekaj, kar mi je v nekem trenutku dalo zadosten odgovor na moje eksistenčna vprašanja, da mogoče ta isti odgovor v nekaterih spremenjenih okoliščinah ne zadošča več, kar pomeni, da je človek v bistvu bitje v večni hoji za smislom. Človek je bitje v večnem iskanju smisla. Danes je bilo veliko govora tudi o upiranju spremembam. Kaj to upiranje pomeni in kako bi se temu upiranju lahko uprli? Ja, prva stvar je, da smo ljudje načeloma navajeni na nekaj. Imamo neke vedenjske vzorce, na neke načine obnašanja smo navajeni. In vse, kar je temu nasprotno, na nek način ruši naš mir, predstavlja stres. Zato se večina ljudi tem spremembam upira, razen tisti, ki so na nek način inovatorji, ki prav v tem kršenju teh običajnih vedenjskih vzorcev iščejo neko novosti in iz tega tudi iščejo neko motivacijo. Ampak večina ljudi ni takih. Kaj lahko naredimo? Kot prvo je, v neki sredini vedno rabimo ljudi, ki jih je vredno posnemati. Če je menedžer, vodja, glavni v nekem podjetju tisti, ki ves čas z delom, z odnosom dokazuje, da je vreden imitiranja, identificiranja, da lahko predstavlja nek vzgled. In če on pokaže, da so spremembe del naše prihodnosti in da je tem spremembam treba slediti, da je v teh spremembah lahko najdemo tudi nekaj pozitivnega, ne samo negativne stvari, potem bo bistveno lažje tudi delavce, zaposlene, tudi ostale navdušiti, da v teh spremembah niso nujno samo negativne stvari, da je 40 let delati eno in isto stvar na en in isti način pravzaprav dolg čas, dolgočasno, in da lahko iz tega, da neko stvar postavimo drugače, najdemo tudi neko zanimivost, neko drugačnost, neko novo motivacijo. Da zato, če bo v naši sredini nek nov človek prišel, bo to pomenilo neko višjo kvaliteto življenja, ne nujno samo večje izčrpavanje in neko dodatno obremenitev. In da seveda je treba znati na te spremembe pogledati kot na izziv, ne pa kot na frustracijo. Če znamo to na nek način predstaviti z eno energijo tudi ostalim zaposlenim, potem bo to bistveno lažje doseči. Seveda pa moramo na nek način tudi dokazati, da po stari poti ne gre več, ker dokler mi po stari poti zmagujemo, pa smo uspešni, zakaj bi iskal novo pot? Seveda tisti inovatorji jo iščejo ali pa tisti ljudje z vizijo jo iščejo, zato ker bo tudi to, kar je danes uspešno, čez 10 let morda povprečno in ne bo več uspešno, ampak večina ljudi se pa temu upira. Če pa znamo pokazati, da ta pot že zdaj ni več koristna in da ne pripelje do rezultata, če znamo to evidentno pokazati in vsaj nakazati smer, kamor bi morali iti, potem pa te spremembe bistveno lažje doseči tudi na množici, ne samo pri posameznikih. V odmoru je za dodatno pozitivno energijo in dobro počutje udeležencev poskrbela Neža Koželj za klavirjem. Andrej Božič, po izboru revije Kapital in 50 menedžerjev, najdirektor leta 2012 za uspešno sanacijo steklarne Hrastnik, je v drugi polovici konference predstavil svoje izkušnje v predavanju Energija vodenja. Dogodek se je zaključil z drugo okroglo mizo, na kateri so 4 uspešni slovenski gospodarstveniki, magistr Dejan Turk in Andrej Gradišnik, prejemnika nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2012, ter Ksenija Špiler Božič in magistra Violeta Bulc odgovarjali na vprašanje, ali je rezultat res glavni smisel poslovanja. In če ni, kaj potem je?
Enostavno, delaj dobro, zabavaj se in rezultat bo prišel sam od sebe. Jaz mislim, da končni motiv ni rezultat, nam je motiv zgodba, v katero verjamemo, se poistovetimo, za njo živimo in na koncu dosežemo tudi rezultat. Zame je smisel pravzaprav najti sam smisel, oziroma kot kar izhajam iz kadrovskih vod, poklic. Sama beseda poklic nam že pove najti, po čem nas kliče. In ko najdeš svoje poslanstvo, najdeš svoj smisel in potem noč več ni čisto res težko. Rezultat je pomemben, enako kot je pomembna pot. Seveda pa so rezultati lahko zelo različni in mislim, da je prišlo ravno v zasuku razumevanje definicije, kaj rezultat je. In sicer ni več samo dobiček, ni več samo zgolj finančni izkaz, ampak vse bolj postaja rezultat tudi vezan na družbeno odgovornost in na trajnostni razvoj.